povezovanjem do novih delovnih mest. Drugi podžupan bo Bojan Kekec. V Šentrupertu bo zrasla medgeneracijska soseska. Dober večer. Novo občinsko vodstvo v Šentjerneju ohranja tradicijo srečanja s tamkajšnjimi podjetniki in obrtniki. Tako so se sinoči družili v kulturnem centru Primoža Trubarja, kjer jim je nekaj spodbudnih besed namenil župan Radko Luzar. Nato so uživali v mjuziklu Prihodnost, ki so ga izvedli učenci osnovne šole in občinski pihalni orkester. V občini deluje 360 samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. Župan Radko Luzar je poudaril, da so uspešni kljub težkim gospodarskim razmeram, saj skoraj ni podjetja v težavah, kar kaže, da imajo zdravo gospodarstvo. Sama občina pač ne bo mogla veliko prispevati finančno, je pa dogovor, da bi tem obrtnikom, ki bi se odločili za investicije, bi šli nasproti v tej smeri, da jim ta komunalni prispevek pač razdelimo na 5 let na obroke, da lažje naredijo svoje investicije. Nova delovna mesta so edino zagotovilo, da bodo mladi ostajali doma in se bo kraj razvijal, le tako pa bo občina v prihodnje uspešna, dodaja. Imamo plan 100 novih delovnih mest v 4 letih, vsaj 100, in upam, da bomo to s pomočjo naših podjetnikov in obrtnikov to številko dosegli. V občini so najbolj razviti predvsem lesna industrija, elektronika, elektromehanika, orodjarstvo in plastičarstvo. Glavni ključ je to, da se povezuješ, da v bistvu sobivaš z ljudmi, s katerimi delaš, in da se dejansko povezuješ še izven regije, tako da začneš doma in potem tudi na okolje z drugimi. Časi za podjetnike so izredno težki. Zakaj? Zato, ker država pritiska na podjetnike z vsem možnimi inštrumenti, z inšpekcijami, z kaznimi, ki so enormno visoke. Posel nekako gre, ker imamo pač mogoče to srečo, da smo pravi čas začeli in se dosti hitro razvijali, da smo se utrdili v svoji poziciji. Ukvarjamo konkretno se z dobavo, z montažo in vzdrževanjem bioloških čistilnih naprav. Sicer pa ima občina kar nekaj zamisli in programov z področja gospodarstva, kmetijstva in turizma. Poleg širitve industrijske cone namerava na občinski spletni strani uvesti posebno rubriko podjetništva z morebitnimi potrebami po storitvah občine. Letos pa bodo sodelovali tudi na svetovni razstavi Expo, kjer vidijo poslovne priložnosti v kmetijstvu in turizmu. Potem, ko že dober mesec opravlja funkcijo podžupana mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler, pa je svoj predlog za drugega podžupana podala še največja koalicijska stranka SDS. Od 20. januarja bo na tem položaju predsednik mestnega odbora SDS Bojan Kekec. Novi podžupan bo zadolžen za gospodarske javne službe, krajevne skupnosti, naložbe, področje zaščite in reševanja ter okolje in prostor, medtem ko Boštjan Grobler pokriva družbene dejavnosti, gospodarstvo in turizem. Še vedno pa ni uradno znan nov direktor občinske uprave. Razpis se je nedavno iztekel, neuradno pa naj bi bila na to mesto imenovana Vida Čadonič-Špelič, generalna direktorica Republiške uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter članica NSI. Na razpis za direktorja se je sicer prijavilo 10 kandidatov. Do 21. januarja pa je še odprt razpis za direktorja javnega podjetja Komunala Novo mesto. V zavarovalnici Tilija so lansko leto zaključili uspešno, saj so utrdili svoj položaj na slovenskem trgu. Na tržišče so lansirali nekaj novih zavarovalniških produktov, na inovativen način pa izpeljali družbeno odgovoren projekt Predani korakom, ki ga bodo letos nadaljevali. Na tradicionalnem ponovoletnem srečanju s poslovnimi partnerji so uspešnost akcije Predani korakom okronali s predajo donacije Rehabilitacijskemu inštitutu Soča. V 6-mesečni akciji njen ambasador je igralec Jernej Šugman, je sodelovalo prek 700 tekačev in tekačic. Podarili so prek 250 milijonov korakov in zbrali več kot 20 tisoč evrov za nakup nove naprave za učenje hoje otrok s cerebralno paralizo. Nakup takšnih naprav, ki bo pomagala najmlajšim pacientom do gibanja, do ponovnega učenja hoje, je seveda tisto, kar je pomagala zavarovalnica Tilija in seveda to nam zelo veliko pomeni. Leto 2014 je bilo delovno, polno izzivov in poslovno uspešno, je v nagovoru izpostavil prvi mož zavarovalnice. Zavedamo se, da ne bomo nikoli največji
želimo biti pa med najboljšimi. In to je naše vodilo že cel čas. Mi lahko rečem, da poskušamo na slovenskem zavarovalnem trgu igrati eno drugačno vlogo. Za nas je storitev tista, odlična storitev, tisto, po čemer želimo biti prepoznani. In to mislim, da nam na nek način uspeva. Tržni delež Tilje pri nas je med vsemi zavarovalnicami nekaj nad 4%. Do konca letošnjega septembra mora biti končana gradnja tako imenovane druge faze belokranjskega vodovoda. Časa ni več veliko, izvajalce del pa čaka še veliko dela, saj so doslej uspeli končati le 70% celotnega projekta. Po prvi pogodbi načrtovana dela bodo končana pravočasno, ocenjuje Irena Flajnik-Pezdirc. Zatika pa se pri drugem delu projekta, pomembnem za celovitost in funkcionalnost vodovoda v Beli krajini, za katerega so pogodbo podpisali šele lani. Moramo še en del sprojektirati, večino smo, zdaj pridobivamo soglasja, veliko služnosti nam še manjka, pridobiti gradbena dovoljenja, zadevo zgraditi in potem tudi pridobiti vsa uporabna dovoljenja. Vse do 30.9.2015. In kaj bi se zgodilo, če jim do takrat ne bi uspelo končati celotnega projekta? Projekt lahko zaključujemo še celo drugo leto. Samo evropskih sredstev in sredstev, ki nam jih daje država, oziroma Republika Slovenija, teh pa ne bi mogli počrpati v celoti. Kar pomeni, da bi občine morale zagotoviti manjkajoči denar. To pa bi bilo zelo težko. Zato Flajnik-Pezdirčeva poziva občane, da prisluhnejo investitoricam občinam in da nam pomagajo, da te manjkajoče služnosti pridobimo čim prej. Največ težav imajo na območju višinskega vodovoda Rodine 2, kjer je veliko majhnih parcel in načrtovana trasa poteka po 387 zemljiščih 200 lastnikov. Jaz samo upam in prosim vse lastnike zemljišč, da pristopijo k podpisu služnostne pogodbe z ciljem, da vsi tudi na tem območju dobijo zdravo pitno vodo. Brez vseh pridobljenih služnosti namreč ne morejo začeti z gradnjo vodovoda. V Kostanjevici na Krki bodo v prihodnje imeli sodobno avtobusno postajo ob tamkajšnji zdravstveni postaji, s čimer bodo lesena mostova v središču občine razbremenili težkega prometa. Gradbeno dovoljenje za projekt še čakajo, denar pa je po besedah župana Latka Petretiča v proračunu že zagotovljen. Avtobusna postaja bo prva večja naložba v novem mandatu. Ja, zdaj je takole rešeno, lejte, tukaj. Samo mi bi radi zaščitili mostove, ker so spomeniško zaščiteni in mi ne moremo betonskih delati. Ne? Ti mostovi ostajajo, so pa v lasti občine in jih morajo občina vzdrževati. Ne? To je pa velik strošek za občino. Novo postajališče bo namenjeno parkiranju 5 do 6 avtobusov in osebnih vozil, s katerimi se bodo pripeljali turisti. Vrednost naložbe je od 150 do 200 tisoč evrov. Verjetno je bolj ohranitev tega mestnega jedra mišljena tukaj, ne? Tako da verjetno bi bilo bolj smiselno, da je promet tam čez tisti most. Malo je res, za starejše ljudi je malo odročno. Drugače pa, da bi bilo pa res avtobusna postajališče tam narejeno, tako kot se spodobi, bi bilo pa lepo. Tisto mogoče bi bilo, ja. Tukaj je res normalno, tukaj čez cesto. Občani in drugi vozniki pa že dolgo čakajo tudi na dokončanje uničene ceste skozi Prekopo. Jaz sem bil pred novim letom na direkciji, tako da podatke imam praktično iz prve roke, da v letu 2015 ne bo nič. Načrtuje se pa za 2016. Vendarle pa bodo letos skušali preplastiti odsek od krožišča pri obvoznici do Prekope. Medtem na mestu nekdanjega kulturnega doma že raste nova apartmajsko-poslovna stavba, ki naj bi zadovoljevala interese tako občine oziroma občanov kot naložbenika Martina Odlaska. Na vzhodnem delu Šentruperta bi radi uredili medgeneracijsko sosesko z 12 zemljišči. Zato zdaj sprejemajo občinski podrobni prostorski načrt, na katerega na javni razpravi bistvenih pripomb ni bilo. V soseski so predvidene nizkoenergijske hišice za starejše pare ali posameznika, pa tudi za mlade družine.
ki lahko potem v nekem sožitju pomagajo en drugemu, ker ni izumljanje tople vode, ampak je model, ki je že nekako v Evropi zelo prisoten, predvsem Skandinavija, Anglija, Nizozemska, kjer sem si tudi sam te zadeve ugledal. Zdaj živi v Evropi 75 milijonov starejših od 65 let, leta 2050 naj bi jih bilo že 157 milijonov. Zato je treba poskrbeti za tiste, ki sicer lahko živijo sami, a potrebujejo ustrezne namestitve. Te hišice, ki so namenjene tovrstnemu bivanju, so narejene tako, da so popolnoma brez vseh teh ovir in da je že v štartu ta recimo kopalnica narejena tako, da se lahko človek na invalidskem vozičku tudi v kopalnici sam uredi. Sosesko bi povezali z domom starejših občanov Trebnje ali pa nastajajočim medgeneracijskim centrom v Šentrupertu. Cilj je cele Evrope ob tem staranju prebivalstva, da čim dlje ljudje ostanejo na svojih domovih, ker to je tudi najcenejše za vse. In tudi najbolj humano in ljudje so najbolj srečni, manj je bolezni, manjša obremenitev na zdravstveno blagajno in to želimo narediti tudi pri nas. Povpraševanja po hišicah je veliko, prav tako je nekaj morebitnih vlagateljev, najprej pa je na vrsti občina, da ustvari vse pogoje za izpeljavo te medgeneracijske soseske, še pravi župan. Mladinski center v Trebnjem je že nekaj časa v novih prostorih. Gre za prostore v lasti občine, kamor naj bi sčasoma preselili knjižnico, do takrat pa mladi s pridom izkoriščajo ponujeno priložnost. V tem kratkem obdobju, ko so ta prostor mladi vzeli za svojega, so se v njem že odvili koncerti, modna revija, predstavitve in delavnice. Meni se zdi to zelo pomembno in da je Trebnje zrelo za nek tak prostor, kjer se bodo odvijali taki in podobni dogodki, ker trenutno ga pač nimamo, tazga prostora. Tak prostor je v tem okolju potreben za prezentacijo mladinske dejavnosti, se pravi za njihove talente, za njihove vzgibe, kaj jih navdušuje v življenju, da to pokaže neki širši lokalni javnosti. Dobili smo priložnost, da nekaj naredimo v Trebnjem. Dobili smo tele prostore, ki so relativno veliki, primerni v centru Trebnjega, primerni za uporabo, parkirišča so zraven in v bistvu zdaj v zadnjem letu smo kar nekaj projektov izpeljali tukaj. V ta prostor so mladi vložili že veliko svojega dela in idej. Sicer je klub študentov, ima neke prostore, ki so tudi primerni za druženje, ampak nič na tak način, posebno recimo za tako malo bolj zadevo na nivoju, za speljati večje prostore. Tako da definitivno tak prostor je pravi blagoslov za mladino. Da pa bo tudi v prihodnje prostor zaživel v najboljši luči, mladi že pripravljajo nove dogodke. Še ostajamo pri mladih. Na novomeški gimnaziji je že četrtič potekal karierni dan. Na njem so lahko dijaki prisluhnili predstavnikom 25 fakultet, tem pa so se pridružili tudi predstavniki iz prakse. Dogodek je namenjen dijakom 3. in 4. letnika, ki so vedoželjno spremljali predstavitve. Zanima me, kaj bom pač v življenju delal. Trenutno še ne vem, kaj bom študiral. Moram zvedeti in se mi zdi tale karierni dan odlična priložnost. V bistvu največ povejo glede predmetnikov pa tega, mogoče pa kakšne so možnosti za zaposlitev, ker je to zdaj v bistvu zelo srednja tema, pa nas najbolj zanima. Ker smo ugotovili, da dijaki so v veliki stiski nekje v 3. in 4. letniku, ko se morajo odločiti za študij, kaj študirati, da se ne znajo odločiti in mnogokrat se odločijo narobe. Zato smo se odločili, da jim že v 3. letniku ponudimo predstavitev fakultet. Za mlade je bistvenega pomena, da dobijo informacije iz prve roke. Tole na gimnaziji Novo mesto je zelo dobro zastavljeno, ker imajo enega profesorja, se pravi predstavnika fakultete, potem enega študenta, ki z tega stališča pove, kako izgleda študij, in potem nekoga, ki je že zaposlen vsaj 5 let. Zanimajo jih predvsem take praktične stvari, kako izgledajo urniki, koliko učenja jih čaka, kako izgledajo vaje, kakšne so predavanja. Povsem življenjske stvari. Ja, jaz sem se vpisoval na fakulteto približno 15 let nazaj in vsekakor en tak dogodek bi bil zelo zaželen. Po odzivu in zanimanju dijakov sodeč je karierni dan zadetek v polno. Glavni namen je ta, da dijakom omogočimo celovit pogled v študij in v delo, ki bi ga potem opravljal s to pridobljeno izobrazbo. Obenem so potekale tudi zanimive delavnice, ki so prilagojene predvsem povpraševanju in zanimanju dijakov. Pred nami je konec tedna, naj se odvije po vaših željah.
Nasvidenje.